Ti. Iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Začela se je redna majska seja državnega zbora. Na njej bodo poslanci ponovno žgoče razpravljali in sprejemali novo zakonodajo. Poslansko potrditev čaka med drugim tudi novela zakona o policiji, ki zelo nasprotuje opozicija. Po novi zakonodaji bi lahko brez razpisa izbirali tudi novega generalnega direktorja policije in povečali nekatere pristojnosti policije. Ta iste. Ja, poslanec SDS Jožef Jerovšek je pojasnil svoje strahove ob sprejemanju novele po hitrem postopku. Glejte, to imenovanje novega direktorja je v bistvu dimna zavesa za vse tisto, kar ministrica in vlada želi doseči. Tako povečevanje policijskih oblastil brez javne razprave je nezaslišano, je pa seveda tudi nenavaden način, ki ga predvideva ministrica za zasedbo mesta generalnega direktorja policije. In pri tem so si po mojem mnenju dovolili celo diskreditacijo in poniževanje inštitucije predsednika države. Se bojite? Ja, tak trend, ne da se jaz bojim, tak trend je zaskrbljujoč za državljane, kajti s tem in izkušnjami s to vlado na drugih področjih jasno kaže, da želi omejevati demokracijo, da ne želi spoštovati parlamentarnega postopka in takšnih trendi so zelo nevarni. Kje smo zdaj? V petek bodo na podbudo poslancev največje opozicijske stranke debatirali o 68 predlogih strokovnega sveta SDS oziroma tako imenovane vlade v senci oziroma vlade v senci za boljše reševanje krize. Poslanec Andrej Vizjak nam je pojasnil, kaj hočejo doseči navkljub skrajšani časovnici za razpravo. Kako časovnici za razpravo? Pa kaj spet to zanima? Ja, manj časa bo imeli, da bojo razpravljali vsem zadevah, kar pomeni, da ne bojo razpravljali, kar pomeni, da ker se ne bo razpravljali, se bo samo sprejemali in pač nove ne bo vedel, kaj so sprejeli. Torej, za temi predlogi tako Slovenska demokratska stranka kot njen strokovni svet želita pomagati Sloveniji pri blažitvi posledic te gospodarske, finančne in čedalje bolj tudi socialne krize. Mi več kot samo kritiziramo, želimo torej pomagati, predlagati in zato smo tudi pripravili kar 68 ukrepov, ki so razdeljeni v 3 sklope. Očitno pa vladajočim to ni pogodu, namreč namesto, da bi se sami učinkovito spopadali za to krizo, tudi onemogočajo razpravo in neko predstavitev vseh teh predlogov strani opozicije. Mi želimo konstruktivno delati, tako v parlamentu kot v državi in zato smo tudi prevzeli to pobudo in smo seveda predlagamo torej prvič paket teh ukrepov, drugič pa tudi 5 konkretnih zakonov, s katerim želimo predvsem razbremeniti gospodarstvo in hkrati tudi spodbuditi potrošnjo v Sloveniji, ki bi delno lahko pripeljala tudi iz te krize. Res? Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke pod vodstvom Igorja Marinška je razrešil predsednika uprave Draška Veselinoviča, ki je zaradi trenj v koaliciji glede reprogramiranja tajkunskega posojila pred dvema mesecema ponudil svoj odstop. Kaj smo? Ja, preveč teksta imamo, ne? Nadzorniki so ga na včerajšnji seji sveta razrešili po 2 urah razprave. Že spet razprava. Ni pa časovnica, kar je dobro. Veselinovič je v pisni izjavi po seji izrazil presenečenje nad odločitvijo nadzornikov, saj naj bi svoje odločitve sprejemal skladno s predpisi in v dobro banke ali neki te... Konec citata. Ker je odstopil sam, tudi ne bo prejel nobene odpravnine. Ja, bog greveš. Finančni minister. Kdo je to pisal? Spet se neki šalijo. Franci Križanič je še pred novico o razrešitvi medijem nekoliko nevoljno pojasneval, zakaj imamo od danes spet občutno dražje gorivo. A spet, ali kaj? Kako bi vi državljanom, navadnim državljanom pojasnili, samo res kratko, zakaj so se ponovno dvignile cene goriva? Minister za promet Patrick Vlačič pa ima dovolj sprenevedanja nadzornikov v Luki Koper. Zato bo predlagal nove. Zakaj? Zato, se... Ja, pa zakaj? Se bo povedal. Ne. Zdi se, da se je podjetje Luka Koper znašlo v enem krču neoperativnosti. Nadzorni svet se ne sestaja, poročila ni obravnaval, tudi revizija, ki je bila strani naše vlade naročena že kar nekaj časa nazaj, več kot 2 meseca, se še ni začela izvajati. Tako da
Pričakujem, da bo nov nadzorni svet, jaz bom namreč predlagal zamenjavo nadzornega sveta, rešil podjetje iz te neoperativnosti. In vprašam se, kolikokrat pa prometni minister sede na kolo za zdravo telo in za rit, pa mišice, pa take zadeve. Kaj pa ti? Kdaj ste se nazadnje za konec vozili s kolesom? Nazadnje sem se s kolesom vozil, mislim, da čisto natančno, mislim, da je bilo v soboto. Ampak v službo niste šli z njim? Ne, v službo bom pa hodil v službo s kolesom, ker se mi zdi to najbolj primeren način. Zdaj, ko je poletje, bo to. Tako da, samo še nabaviti to prevozno sredstvo. Hvala lepa. Hvala. O izjemno pomembnih stvarih, komentar dneva. Silvester Šurla. Danes mineva leto dni, ko je šla prva številka nove revije Reporter. V tem času smo izdali že 53 številk in nažalost nekaterih privoščljivcev še nismo propadli. Dokazali smo, da v Sloveniji obstaja prostor za revijo, kot je Reporter. Tako kot 13 let obstajal prostor za revijo Mag, je februarja letos prenehala izhajati kot samostojna edicija. Propad Maga na eni in rojstvo Reporterja na drugi strani je še en dokaz temu, da se časopisov ne da nasilno preurejati. Poskus prevzgoje najprej novinarjev, nato še bralcev, se je končal s poslovno polomijo, ki jo je spomladi doživel Mag. V prvem letu majhni, relativno mladi novinarski ekipi, ki ustvarja Reporter, ni bilo lahko. Produkcija tedenskega magazina, ki vsak ponedeljek izhaja na 100 straneh, ni ravno mačji kašelj. Nato pa je treba vsak teden na trgu revijo še prodati. V času recesije, ko po vsem svetu padejo časopisne naklade, nam je uspelo iz nič priti do slabih 10 tisočakov. Toliko namreč znaša povprečna tedenska prodaja Reporterja v zadnjem letu. V primerjavi s konkurenco sploh ni slaba. Reporter postaja vse bolj zanimiv tudi za oglaševalce, kar nas po začetnih težavah na tem področju še posebej veseli. Zaradi majhnosti trga v Sloveniji noben medij ne more preživeti brez oglasov. V zadnjem letu smo dobili kar nekaj polem pod noge in na račun Reporterja v nekaterih medijih prebrali precej neumnosti. Nekaj pa drži. Za časopisom, kot je Reporter, se mora vedno dvigovati prah. V nasprotnem primeru ni razloga za njegov obstoj. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za vso medijsko podporo pri nastajanju Reporterja tudi spletnemu portalu vest.si, še posebej pa Denisu Sarkiću. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. No pa dej. V četrtek 21. maja se bo ob 19:30 v SNG Drama pričel dobrodelni koncert, katerega izkupiček je namenjen nakupu kombija za prebivalce doma Barje, ki jih druži skupna težava motnje v duševnem razvoju. Celo zadevo bo vodil Jurij Zrnec Bojda. Vsi začnemo od drame, to se pravi, moram zelo zahvaliti ravnatelju drame, gospodu Ivo Banu, izreden posluh. Vse službe v drami, vse je brezplačno. Potem vsi izvajalci, vse je brezplačno. Tako da vsi delamo za en cilj, da zberemo dovolj denarja, da kupimo stanovalcem kombi. Še cel teden je do nedelje. Živjo. Počasno, ne tako grobo. Takole. Takole. Sestra. Kaj je? Kje je sestra Tilen? Daj Petek. Petek bo čez 4 dni, prav? Živja. Ha? To zbila ti. To sem bila jaz. Včeraj se je pričela 25. druga godba in v Ljubljanskih Križankah smo dočakali koncert francoskega glasbenika leta 2008. 2008 Abd al-Malika, ki je drugo godbeni večer takole popestril. Še vreme. To kravato bom jaz zdaj odnesla malo prodati. Še vreme. Na to se je dobrodelno. Ene 70 € je vredna. Soš podpisal? Ja, sem podpisal. Zbiram za Afriko. Kaj te gre v Afriko in zdaj? Zdaj sem imel jehati, da je imel... A pa da je tvoja?
Ja, JHD je imel dražbo, Teli bo imel za dražbo. Ful noro, bom dobila. Marko Bratuš, kravata, ful dobra, originalna. No, dajte na Katin Facebook. Vreme bo pa ful lepo pa take zadeve. Kravata pa ja, okay. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Lejte, koliko njemu paše. Koliko bo šele vam pasala? Adijo. 70 €, lahko pa tudi kaj več, lahko se gremo po dražbo. Pridite kupiti kar. Dej mi še jakno, no. Pa se je ne v šrabu. Daj mi še jakno.